Pozdravljeni, zopet je ponedeljek in zopet sva midva na vrsti za najino kramljanje. In danes se tema ponuja kar sama od sebe. V soboto, dan reformacije, jaz pa z dvema tvojima knjigama 95 tez v roki. In nekako so se odločila, da ne bova govorila o knjigi, kajti o knjigi imama, temo v knjigi imama prihranjeno za enega od naslednjih klepetov, ampak o reformaciji v najširšem pomenu besede. Ja, tako. Kaj je zate reformacija, tako za začetek? Zame je reformacija to, da mi življenje ponuja priložnost, da na podlagi izkustev naredim korak naprej. Oziroma, običajno me v to primora neko nelagodno počutje, nelagodno razpoloženje, ker drugače bi se preprosto zasedel v ustaljenem, tako pa se ne morem. Ponavadi je kriza, je stiska, pa naj bo osebna, naj bo zakonska, naj bo družinska, naj bo družbena tista, ki nas na nek način prestavi iz udobnosti, navajenosti, utečenosti v novo priložnost. Vsaka kriza je nova priložnost. Mi običajno mislimo, kriz ne bi smelo biti, ne? Ampak če ne bi bilo kriz osebnih, družinskih, družbenih, se ne bi zgodila nobena reforma, nobena preobrazba. Tudi, če pogledamo čisto preprosto gosenico, ne, ko je zabubljena, dejansko muka jo na nek način primora, da se osvobodi iz te zabubljenosti, iz te utečenosti, iz te navidezne zavarovanosti, v novo razsežnost, v novo kvaliteto bivajočega. Ne. Tudi pa, če pogledamo recimo mladostnike, ne, vse mladostnik, recimo, ko je še mali fantič ali pa deklič, ne, je prepričan, da bo ostal v rodni družini celo svoje življenje, potem pa pride tista ne bodi jo treba najstniška kriza, ne, ko mu postane rodna družina pretesna, ko postane tečen, nejevoljen, starši ne vejo zakaj, se mu se nudijo, ampak na nek način mora biti takšen, zato ker ga je v to situacijo, v to razpoloženje postavilo kaj? Njegovo obdobje, ker je dozorel za novo razsežnost bivajočega. Ne? In pa se skozi to tečnobo, skozi to tesnobo prebije iz otroštva v mladostništvo, ampak potem se dogajajo te reforme, če rečemo temu, pravijo mala reforma na 7 let, večja pa na 14 let. Ne? Tudi potem, ko smo že, recimo, ko imamo svojo družino, dejansko se mi ne moremo zasedeti, čeprav bi se radi zasedeli. Tvoje vprašanje, prva reformacija, prva sprememba se mora dogoditi pri meni, jo moramo zavesti, da je potrebna pri meni, šele potem gremo naprej, ne? Ker če se ne bom sam priznal, da se moram v marsičem spremeniti, da mi situacija, pa naj bo to v odnosu do ljudi, sili, da naredim nekaj, tudi spremembo na osebni ravni, bom postal velik diktator in bom zahteval seveda, da se morajo drugi spremeniti, kar naprej spreminjati po mojem počutju. Ne? To je pa diktatura. Ne? Torej, vsaka reformacija se najprej začne pri meni, jaz sem tisti, ki lahko nekaj spremenim, ki imam to priložnost in možnost, potem pa je zelo pomembno, da spregledamo, da si priznamo, da nam je pa tudi na ostalih nivojih ponujeno marsikaj za osvoboditev. Ne? Da si predstavljam recimo 2 zakonca, ki ju dejansko stiska, tesnoba, kriza, sili k spremembi. Ona 2 pa vztrajata. V ustaljenem se preprosto nista sposobna soočiti z priložnosti, ki se ima ponuja. Ne? Veste, to je potem čista živa mora. Potem se lahko zgodi, da gresta narazen, razočarana, ker sta pričakovala nekaj drugega, ampak veste, ne? Ti lahko kontrolno nalogo prestaviš, ampak bo pa prišla v naslednjem. Ne? Mi smo evolucijska bitja. Ne? Mi določene stvari na nivoju osebne, medosebne rasti moramo predelati, ne? Moramo rasti. Mi se preprosto v tej rasti ne moremo ustaviti. Zato je dan reformacije zelo, zelo pomenljiv praznik. Ne samo
ker se spominjamo Lutra in potem seveda tudi naših reformatorjev, ampak tudi zato, ker lahko ob tem pomislimo na tiste potrebne spremembe, ki se pa morajo dogoditi pri meni. In pri meni, oziroma v medsebojnem odnosu, pri meni so se dogodile največje spremembe po obdobjih, ki niso bile lahke, ampak so me primorale, da sem se dvignil in naredil tiste potrebne korake. To pa je delo. Mnogo bolj zahtevno delo, mnogo bolj, bom rekel, pomembno delo, kot je recimo okopati vrt, kot je pobrati pridelke. Osebna rast, delo za osebno rast je izjemno, izjemno pomenljivo in se mu ne moremo izogniti, razen na škodo sebe ali pa medsebojnih odnosov. Ampak ravno to, začeti spremembe je najtežje. Običajno imamo ljudje radi utečene tirnice in vztrajamo tudi, če nam ni lepo, ker vsega novega, neznanega se bojimo. A je res potrebno tisto priti do dna, da lahko potem staneš? Ni nujno. Imam duhovnega očeta in imam duhovno mamo, ker sem, bi rekel temu, malce težji primer. Ko pridem v obdobje tesnobe, nelagodnega počutja, se zatečem na pogovor k njima. Pogosto je rešitev že v meni, potrebujem pa nekoga, ob komer to izrečem. Samemu sebi povem, dam iz sebe in samega sebe slišim. Verjamem, da ti, ki se družijo z nama, da imajo vsaj neko zaupno osebo, prijatelja, prijateljico, fino je, če sta to mož, žena, drug drugemu. Če pa se zgodi to recimo v samem zakonu o medsebojnih odnosih, je pa to res zelo pomembna, recimo zame je pomembno, da je moja duhovna mati starejša gospa, duhovni oče je moder mož. Bog ne daj, da bi se kak zakonski par v stiski zatekel on k neki mlajši gospe, ona pa k nekemu mlajšemu gospodu, ker potem bo dejansko to skušnjava, da bi izstopil iz priložnosti, ki se ponuja v njunem odnosu, in bi upajoč, da bo pa nova priložnost šla po drugačnih tirnicah, začel nekaj novega. Ne. Kriza je priložnost. In mi jo moramo prepoznati kot priložnost in iz krize narediti profit. Običajno, govorim zase, se tako zavrtinčim, ker veste, naš razum je zelo povezan tudi z čustvenim doživljanjem in še z marsičim, da pridem v neko popolno, bi rekel, blodnjo razmišljanj, čutenj, zato moram iti k nekomu, ki je, sveta Terezija Javilska je rekla, najboljši. Izberem si najboljšega, modrega, v življenju izkušenega, nekega nezreleža, ob katerem bom izrekal svoje doživljanja in velikokrat ob tem že tudi razbiral, kaj je tista pot. To je pogosto zelo potrebno, ker sami se zavrtinčimo. To velja isto za zakonske pare. Recimo se zavrtinčijo, ne vidijo ven. Potrebuje nekoga tretjega, sveta prisotnost, element tretjega, ki je bil vedno božji delček, ob katerem dejansko razbere, in potem je pa seveda tisto, kar je pa potrebno, kar je pa težje, narediti korake spremembe. Zelo pogosto je, recimo, če govorimo o zakoncih, da bo mož stal malo več ob strani ženi, da bo nehal z tisto preveliko aktivnostjo, s katero bo upravičeval, da se dela za družino, žena pa ob tem hira, ker je notranje sama, mogoče celo zboli, ampak ga tudi to še ne strezni k prisotnosti, k sočutju. Kajti ženska zmore ogromno, če ni notranje sama. Če ima ob možu notranjo moč, trdnost in stabilnost. Za moške pa je pomembno, da ga ženska sliši v njegovi resničnosti. Da ne rabi iti v gostilno, zdaj so tako zaprte, ker mnogokrat, zakaj deci tam stojijo? Zato, ker rabi čustveno oporo. Zakaj rabi deca? Da se oddahne, zato, ker mu žena ne da, da ga sprejme v njegovi možatosti, tudi štorastosti. Ker dedi smo konkretni. Ker ženske bi rade imele
konkretnega deca, za sogovornika bi imeli pa ne vem koga, neko subtilno bitje, neko čuteče, neko neki, ne, imaš konkretnega deda, ampak on tudi potrebuje zdaj, da ga ti sprejmeš kot konkretnega deda, ne da imaš nekega poženstvenega tipa tam zraven sebe, ampak je dec je konkretna oseba, ki ga moraš občudovati, ki ga moraš spoštovati, ki mora ob tebi zaznati, da je cenjen in ovrednoten kot dec. Ženska pa potrebuje subtilnost, kaj se mora pa dec zauseti, pa ne laufati v delavnice, ampak jo zaznati, da ne bo ona notranje sama. Določene zakonitosti preprosto moramo zaznati in potem narediti korak tisti spremembi, ne. To pa je težje, ne, ker pol je tako pri meni pa pri hladilniku, jutri bom začel, ne. Danes še ne, jutri bom začel, jutri si bom vzel čas za njo, bom potrpežljiva z njim, ga bom občudovala, ne. Saj veš, tisto razmerje, o katerem večkrat govorim, 5:1, ne. Povej svoji ženski, povej svojemu decu 5 stvari. Zakaj ga ceni, zakaj si hvaležna, da je tak, kot je. Ne pa, da ga ceni samo v nekih spremembah, v tvojih iluzijah. Nikoli se ne bo spremenil. Stopil bo v pozicijo obrambe, zaprl se bo. Prvo mi se drugemu odpremo v odnos, ko si povemo nekaj lepega. Ampak to je treba vaja, ne. Zdaj smo rekli, ne, odnosi niso stranična zadeva, ne. Se kar sprostim, ne. Jaz verjamem, da je nekomu lažje, da najprej pove, kaj ni, kaj ne. Sam takrat se je on zaprl, ker noče biti popackan od znotraj, ne. Da mi to, recimo, če se poškropimo z blatom, greš, se stuširaš, pa si takoj čist. Če te pa nekdo notranje, bi rekel, popaca, zato ker ti ne da lepe besede, ker ti ne da najprej spodbudnega, ne. Veste, to pa nosi s seboj in lahko so nekateri potem nikoli ne pridejo do te, bi rekel, predihanosti, za odnos. Sreča je odločitev. Kvaliteten odnos je odločitev. Veste tisto, kjer pravi, kak bo že kak, kot nam je rekel, ko smo študirali, ne, teologijo, homiletiko, ne, to je nauk o pridiganju, zdaj že pokojni Janez Oražem je rekel, kakšen župnik reče, ko gre na prižnico, bože kak. In je pa res samo kak. Ne. Tudi za odnose velja tak. Ne bože kak. Ne. Za vse se moramo potruditi. Ne. Nobena pohana piška ne preleti po zraku, ne, je treba znati pripraviti. Ne. Odnosi, to bi pa ne bilo kar tako samo po sebi. Ne, to je delo. Ne. Za sreča je največji dobitek v življenju. Ampak za srečo pa treba nekaj narediti. Dvignite, pardon izrazu, lahko date tupi svojo rit iz ustaljenosti in narediti tiste korake, ki nas bodo osvobodile. Če jih sam ne razbereš, poišče nekoga, ob katerem boš tako zelo kmalu ugotovil, kaj je potrebno storiti, pa se ne opravičuje. Ampak postopni koraki do nove kvalitete bivanja. To je reformacija. Ja, zelo lahko je razmišljati, ja, tam Martin Luther, ne, to je lahko. Ali pa, kako bi se moral en drug spremeniti. Ne, mi smo v priložnosti za novo dimenzijo, kvalitetnejšo dimenzijo, bolj usrečujočo dimenzijo bivanja. A ni to fajn? Fajn. In tukaj lahko narediva piko in rečeva, ja, lahko še tudi kaj poveš. Ne, bova pa drugič nadaljevala. Mislim, da če bomo zdaj to se držali, pa se spremenili, pa nehali govoriti, jutri imamo kar dosti dela. Tako da lahko končaš. Jaz ga imam pri sebi, to so dobre izhodišča. Pa kar v odnosu, ne, tako do narave, tudi kak odnos imamo do narave, do ljudi, ki jih srečujem, ne, kak bi meni pasal, če bi oni se spremenili. Ne. Če se bom jaz prvi nasmehnil, verjemite, bom deležen nasmeha. Če bom pa jaz tak se držal pa prižaljen, pa ne vem, pričakoval, da mi bojo pa oni postregli, kar si želim, ja, tudi oni se bojo tak držali, ne, bo rekel, spet je čuden. Torej, ne bodimo čudni v smislu negativnega, ampak čudni v smislu čudoviti, presenetimo s tistim korakom, ki bo po moji reformi dejansko preobrazil tudi naše medsebojne odnose. In v bistvu je povsem enostavno. Samo začeti je potrebno. Teorija niti ni tako zagonetna. Vaja je pa kar zahtevna. Jaz določene stvari vadim že nekaj let, recimo, ne.
5-1 recimo, pa mi še gre vedno slabo, ampak ker je sreča odločitev, vadim. In če ne bom vadil sam, če boš vadil tudi ti z mano, mi bo mogoče lažje, ker smo vsi na nek način notranje povezani. Ne me puščati same, jaz pa vas ne bom puščal same. Oziroma, nas, ne? Nas vse. Tako je. In to naj bo tista pika na i za konec. Nismo sami, skupaj smo. Ja, zato se tudi družimo takole. Lep pozdrav s Konjskega vrha.